Lepo pozdravljeni v moji družbi. Z vami sem Tea in jaz berem energije s pomočjo tarot kart. Tisti, ki ste danes prvič tukaj, oziroma tisti, ki tega še niste naredili, vas najprej lepo prosim, da si spodaj v opisu videa preberete vse informacije, ki jih morate vedeti v zvezi z mojimi vpogledi, in potem lahko začnemo. Evo, jaz sem zdaj imam čas in malo volje in sem rekla, da bom pogledala to, da bom posnela ta vpogled, ker jaz v bistvu te energije spremljam. Dosti jih spremljam bolj privatno, ampak sem rekla, nič, posnamem pa, mogoče komu pride v prav. Danes bom naredila en tak hitri in kratki vpogled, ko bomo pogledali v bistvu, kakšne so energije med moško in žensko energijo. Zdaj, na hitro da povem, da imamo vsi v sebi tako moško kot tudi žensko energijo in v različnih situacijah operiramo pač z različno energijo. Včasih uporabimo bolj moški pristop, včasih uporabimo bolj ženski pristop. Te pristopi in te energije nimajo veze s spoli, gre bolj za to, da v bistvu ženska energija je bolj tista, ki neguje, bolj tista nežna energija, moška energija pa je bolj usmerjena k napredku, k razvoju, k akciji. In zdaj, ko smo imeli te trenutne energije, je situacija taka, da ženska energija čaka moško energijo. Zdaj, tako kot spremljam te odnose pri drugih ljudeh, je recimo to zelo pogosto, da v bistvu dobesedno ženske čakajo moškega, da v bistvu pristopi ali pa kaj takega, gre za kakšne take težje odnose. Lahko pa, da je to tudi v bistvu, ne vem, neka moška energija, je zate lahko tudi neka situacija, ki jo čakaš, da se zgodi. Pač lahko je karkoli, no. Ampak v glavnem, zdaj čutiti v energijah, da je ženska energija že skoraj obupala. Za veliko večino je nekako že izgubila neko upanje ali pa enostavno je že toliko časa čakala, da sploh več ne verjame, da se bo tukaj kaj zgodilo. In zdaj kot osnovno energijo imamo tukaj tole devetico novcev in tukaj je videti, da se ženska energija pobira in je našla svojo stabilnost. To velja lahko tudi za moško energijo, ker moška energija v bistvu je rabila toliko časa, v bistvu toliko časa ni prišla glih zaradi tega, ker je nekako čutila čutila je, da ni še dovolj zrela ali pa je iskala neko samozavest znotraj sebe. In tukaj, če pogledamo tole karto, ne, imamo, tukaj se prav lepo vidi, kako je ta punca vsa žalostna, joče, tukaj en kup teh črnih vran, to so njene skrbi, njeni dvomi. In potem tukaj pride ta bel ptič, ne. Ta punca pa tega belega ptiča ima tukaj in utrga svoj novec, se pravi svoj plod. Tukaj gre torej za neko zelo zadovoljno osebo, zdaj tako kot pravim, to je lahko moška energija ali ženska energija. Se pravi, tukaj se pogovarjamo o osebi, ki je bila do zdaj nekako, so jo njene misli tlačile dol, je čutila dosti neke teže, neke muke, oziroma neke nezmožnosti narediti neki korak ali pa v bistvu enostavno preveč strahov, preveč dvomov, da bi naredila neki korak, in tukaj najde tisto svetlo točko upanja, nekako najde tisto pot, ko reče, evo, to je to, ne, saj v bistvu sem dovolj močna, sem dovolj zrela, da naredim ta korak. Gre pa se za neko priložnost, ki je bila že ves čas nekako prisotna, ampak je ta oseba ves čas gledala drugam, ves čas je gledala proč. In tukaj končno pride potem do izmenjave. Se pravi, te dve energije se končno povežejo. Ok, dajmo zdaj pogledati 3 karte, da vidimo, kje se trenutno nahajamo. Zdaj najprej bomo dali karto, najprej bomo tukaj, ja, evo, v bistvu točno tako, ne, moška energija, aha, evo, cesar. Se pravi, tukaj je čisto možno, da je tudi, da je ženska energija recimo že nekako obupala in že zapustila neko, kot v bistvu, ko izgubiš upanje in rečeš, tega itak ne bo, to se itak ne bo zgodilo, in nekako v bistvu pobereš svoje stvari in greš svojo pot, ne, naprej. Ampak tukaj je v bistvu to dekle je v bistvu ujeto med dvema moškima figurama, na eni strani vitez kelihov in na drugi cesar. Se pravi, tukaj se zdi, da v bistvu ta ženska energija nekako zapušča neko situacijo, ker je ful pričakovala, ampak v bistvu ni bilo nič od niča. In v bistvu gre naprej, ampak sploh se ne zaveda, da jo tukaj, kamor gre, čaka v bistvu nekaj bolj stabilnega, kar jo lahko
kar jo lahko v bistvu, tle imamo, ja, kar lahko prinese kar dosti zmede. Dajmo kar začeti pa pogledati. Zdaj, ta prva karta v sredini bo karta med obema energijama, se pravi neka splošna energija tega odnosa oziroma te situacije. Osmica palic, ja. Se pravi, tukaj gre za neko akcijo, hitro akcijo. Torej, nekdo je naredil nek korak v eno ali pa drugo smer in pač najbolj je tako, no, v energijah splošno je tako, da je ženska energija nekako zapustila to, tako kot sem rekla, ne, odpravila se je naprej, nekako je izgubila upanje ali pa je nehala čakati in tukaj se potem zgodi neka hitra akcija. Dajmo pogledati zdaj moško energijo, kaj imamo tukaj na moški strani. Aha, dvojka palic. Ja, zdaj tukaj je več možnosti, dajmo pogledati še žensko energijo, da vidimo. Luna. Ja, jaz mislim, da tako, no, kot sem rekla, v bistvu ženska energija se je odmaknila, ne. Odmaknila iz, nekako je našla neko svojo pot ali pa je šla neko svojo smer in tukaj je pač ta moška energija nekako zdaj začutila to pomanjkanje, nekako ne vidi več te ženske v svojem obzorju. Zdaj, recimo, ne vem, če je to neka tvoja situacija, da nekaj čakaš, je to lahko tudi energetsko, ne, zdaj ni nujno, da tukaj oseba na tej strani. Ma ne vem, jaz moram najti način, kako naj to govorim bolj, da bo bolj razumljivo za vse, ker je v bistvu tako, se mi zdi, kot da v bistvu, ko razlagam te energije, da je ful zmedeno, da se težko ve, kdo je kdo, kdo je kaj. Ampak v bistvu po drugi strani pa je tako, ne, te napovedi itak moraš poslušati na nek način z enim ušesom. In tisto, kar ti nekako ostane v mislih, tisto ti je namenjeno, ono, kar pa preslišiš z razlogom, ker ti verjetno ni namenjeno. Tako da, dokler jaz ne najdem tle načina, kako to bolj na pravilen način izraziti, pač poslušajte tako, kot se vam zazdi, no. Ampak tukaj v glavnem ženska energija, recimo, da si to ti, nekako si se umaknil, torej nekako je čutiti, da si nek umik. Nek umik v svoj svet. Torej nekako, če si prej trkal na ta vrata ali pa trkala tej osebi ali tej situaciji, je zdaj tle v bistvu tišina, tema, konec, ne. Na nek način gre tukaj za neko, ne bom rekla, da si obupal, da je nek obup tukaj, ampak je bolj, pač bolj tisto, ko enostavno nehaš več trošiti energije za nekaj, kar se ne zgodi, ne. In zdaj na drugi strani ta oseba je ves čas to nekako spremljala in tukaj ona ne vidi. Tukaj ta karta mi prav deluje kot nek zid, kot da v bistvu ne vidi čez to in to jo v bistvu, to je da tisti zagon in to smo tudi rekli, ker zdaj imamo polno luno. V tistem splošnem pogledu za polno luno smo rekli, da bo moška energija dobila brco v rit, da bo v bistvu končno se bo spokala ven iz te varne cone udobja in sledila ženski energiji, ker ima tukaj ene velike načrte, velike plane, ampak vse to je zaenkrat držala zase, držala je prikrito. Dajmo pogledati, kako moška energija vidi žensko energijo, torej tebe. Devetico palic. Zdaj tako, ne, pač v tistem pogledu smo imeli v bistvu glih to kot nek izid in takrat sem rekla, da ni dobro, da je ženska energija preveč, da ne dajati očitkov, sploh če pride ta oseba in pristopi, ne dajati tukaj očitkov, ne. In zdaj ta karta sporoča tukaj, da ta moška energija te vidi kot neko osebo, ki je zdaj v bistvu čaka, ne, kaj se bo zdaj zgodilo, ne, kaj se bo, mislim, nekako energetsko si ti se umaknila, ampak ta oseba ima občutek, da še vedno čakaš in stojiš in si pripravljena na napad, recimo, na napad v smislu, glih to, ne, če recimo je to nek odnos in čakaš to osebo, nekako, kot da se zdi, kot da zdaj ta oseba te vidi, kot da zdaj čakaš, kdaj bo prišla in da boš pol začela recimo z nekimi očitki, ja, kje si bil, kje si bila, toliko časa sem te čakala in tako naprej, ne. Da vidimo, kako ti vidiš to moško energijo. Karta smrt. Ja, definitivno je tukaj, ja, v bistvu, pač na nek način čutiš, da je tle nek konec, da tukaj se v bistvu, da nekaj,
da se nekaj zaključuje, da je v bistvu nekako, marsikdo ima mogoče tudi občutek, da je toliko energije vložil v ta odnos ali pa v to situacijo, in ker se ni nič zgodilo, da je v bistvu že čisto, pač da je to nekaj mrtvega, da je to nekaj, kar ne more v bistvu sploh uspeti, in gre za neko izgubo upanja. Ampak ta karta tukaj ima recimo to zvezdo notri ali pa sonce ali karkoli, ki tako v bistvu eksplodira. Tako da je to v bistvu vse samo neka lažna utvara, nekako znotraj te osebe se skriva v bistvu neka ful močna energija, in to se povezuje s to karto. Se pravi, komunikacija zelo kmalu prihaja v ta odnos. Taka komunikacija, ki bo marsikaj razkrila. Dajmo pogledati, kakšna akcija se pričakuje od te osebe, od te moške. Aha, hudič. Ja, definitivno, sploh če si se ti nekako umaknila ali pa umaknil iz te situacije, je videti, da bo tej osebi to ji ne bo všeč in bo hitro šla v akcijo, zato ker te bo hotela obdržati na mestu, torej hotela te bo zadržati zase, ker čuti odmik, čuti, da ji ne uspeva tako, kot si ona želi, ali pa da je bil ta odmik prehiter, prezgodaj, in bo tukaj prišla z neko željo po tem, da te spet pripelje na, pač nekako, da recimo, če si ti trkal te osebi po vratih, ne, in zdaj kar naenkrat ni več tega trkanja, ta oseba na nek način te hoče pripeljati nazaj, da še naprej trkaš, nekako tako. Da vidimo akcija te osebe. Ja, v bistvu tle pa je odhod, ne. Tako kot sem rekla, in to je v bistvu v teh energijah sploh zdaj dobro, da na nek način daješ energijo zaključka. Se pravi, da nehaš v bistvu, ker to je tudi, zdaj tudi če ti v bistvu nisi v komunikaciji s to osebo in da dobesedno z njo ne komuniciraš, je v bistvu že energetsko lahko ti pripraviš ta odhod. Se pravi, da energetsko v sebi spremeniš ta občutek, da nisi več v čakanju, ampak da v osebi spremeniš to energijo in da se odpraviš na nek način, da daš nekako, da obupaš, no, tako bi rekla, da obupaš, ampak ne obupaš v smislu, da si potem žalosten, ampak obupaš v smislu, da enostavno slediš nekim novim ciljem in greš naprej, kamor te pelje pot. In ko ti to narediš, energetsko spremeniš vibracijo svojo, in tudi če s to osebo nisi v kontaktu, tudi če te ta oseba sploh ne vidi, tudi če živi na drugem koncu sveta, to spremembo energije enostavno začuti. In tukaj potem ona naredi neko akcijo. Zdaj ta akcija, tukaj hudič, kar mi ni preveč všeč, ampak dajmo pogledati, kakšen je izid. Pa bomo takoj vedeli. Osmica novcev. Ja, v bistvu dobesedno imam občutek, da te bo ta oseba nekako pripeljala nazaj. Da bo našla neko zasilno rešitev, ki te bo pripeljala nazaj. Zdaj tako, jaz ti ful svetujem, da si pogledaš tudi one druge vpoglede, ki sem jih naredila te dni, pa tudi kakšnega drugega, če ti pade tako v oči, če te naslov pritegne. Ker v bistvu pri moški energiji se gre za to, da ta energija še ni čisto povsem razvita in pripravljena na to združitev, na to sodelovanje, na ta odnos. Ampak si ga ful želi. Se pravi, če gre to za neko poslovno partnerstvo, si ta oseba ful želi sodelovati s tabo. Če gre za ljubezenski odnos, si ful želi v bistvu biti v partnerstvu s tabo. Če gre za neko željo, neko situacijo, si ta situacija, pač karkoli to je, si želi v bistvu to združitev, ampak ni še pripravljena, ni še pravi čas. In tukaj je videti, da se bo nekaj zgodilo. Ta oseba bo odreagirala na nek tak način, da bo v bistvu te hotela nazaj pripeljati, ker se boji, da te bo zgubila. In recimo to je nekaj čisto tako v nekih recimo ljubezenskih odnosih, tukaj se mi zdi najlažje opisati, ali pa v bistvu mi je še lažje opisati v kariernem področju. Recimo, če si ti v nekem odnosu in da imaš nekega šefa, ki je bolj v bistvu tak, da na nek način te bolj kot ne opazuje in ti dajaš ful energije, hočeš ful narediti nek vtis in pol kar ne dobiš potrditve od te osebe, ne dobiš v bistvu nobene pohvale, ničesar.
In pol, ko daš nek občutek, ok, jaz grem proč iz te službe, ne bom iskal nekaj drugega, recimo ta šef to začuti in ti da hitro neko tako zasilno povišico, recimo nekaj malega, glih toliko, da je glih, da si na meji, glih, da ne moreš iti, ne, ker je vseeno dovolj dobro, da ti nekako v redu, ampak ni pa tisto, da bi bil ful zadovoljen. Torej, na nek način te hoče samo pribiti na mesto, da ne zbežiš. Zdaj, če je to dobro ali slabo, zdaj tako, če je to neka situacija, če je to neka oseba, ki ti res ful pomeni, do katere res ogromno čutiš, je to čisto dovolj. In pač to razumi kot nek korak, ki ga pač ta oseba naredi zato, da ti pač da tisto vsaj nekaj zadovoljstva, ampak ta oseba enostavno še ni pripravljena ti dati nekaj več. Si ful želi ti dati nekaj več, ampak ni še pripravljena. Zdaj, če pa je to neka situacija, ko ni prava zate, pač ja, tukaj ne rabiš pristati na to majhno ponudbo. Če začutiš, da te nekaj boljšega čaka, je boljše, da greš naprej. Ker tukaj se gre za neko ponudbo, ki je v bistvu pač hudičeva energija in gre bolj za to, da te ta oseba pridrži na mestu, da ji ne moreš zbežati. In če se ti tega zdaj zavedaš in če ti ta oseba ful pomeni, recimo se lahko zadovoljiš s to majhno ponudbo. Ampak če pa si želiš v bistvu, če pa si želiš res nekaj več ali pa če začutiš, da to ni to, je boljše mogoče iti. Ampak da vidimo zdaj, recimo, če ti ta oseba ful pomeni, če ti ta situacija ful pomeni, da vidimo, kakšen izid lahko pričakuješ, če torej sprejmeš to ponudbo, ki jo bo ta oseba dala. In kakšen izid lahko pričakuješ, če zavrneš to ponudbo. Ok, ja, v bistvu, če jo sprejmeš, je direkt to, ne, to bo v bistvu, to gre skoraj tako kot neka vaba in v bistvu, tako kot smo govorili v tistih preteklih vpogledih, ta oseba ima pripravljeno ful več. Se pravi, ona je v zakulisju pripravljala nekaj ful velikega zate. Recimo, če gre za službo, ne, je lahko ta šef v bistvu, ali pa pač kdorkoli, v zakulisju pripravljal res nekaj dobrega zate, ne vem, mogoče recimo neko novo pisarno, ne vem. To si zdaj izmišljujem samo zato, da si vi lažje predstavljate, kako jaz čutim te energije. Recimo je pripravljal neko novo pisarno, nove računalnike, karkoli v zakulisju. In zdaj, ko začuti, da ti greš, pač ti da malček višjo plačo, ampak noče ti že zdaj pokazati pisarne in to, ker še ni končana, ne, jo treba še prebeliti, je treba še dati rože notri in te stvari. In v bistvu s tem, ko ti naznaniš svoj odhod, oziroma ko že energetsko daš občutek, da odhajaš, bo ta oseba začutila, joj, ne, moram nekaj narediti, da mi ta oseba ne zbeži, ne. In v bistvu bo dala tako nekaj malega. Ti bo dala res nekaj minimalnega, tudi zato, ker pač to je tudi hudičeva energija, ne, v bistvu to neke vrste manipulacija. Ti da nekaj malega, zato da vidi tudi ona, če si ti sploh zaslužiš to večje, ne. Ker če si z malim zadovoljen, si zaslužiš tudi več. In če z malim nisi zadovoljen, potem v bistvu dostikrat ljudje rečejo, tako ne, ja, če s tem nisi zadovoljen, pol pa tudi pač na nek način zgubijo upanje, da si res tako dobra oseba, kot so imeli v mislih, da si. In ja, in tu v bistvu gre za neko tako malenkost in zdaj, če ti to sprejmeš, se pravi, če ti ta služba ali situacija ali oseba res ful pomembna, pač sprejmeš to majhno ponudbo, ker ta majhna ponudba bo v bistvu tej osebi dala zavedanje, da si ti zaslužiš tudi tisto več, kar ima pripravljeno v zakulisju. Če pa ti to zavrneš, bo pa ta oseba ostala zmedena in bo razmišljala, če si ti kot oseba res sploh prava za to združitev, za to sodelovanje, za ta odnos in jo bo tudi njo malček zmedlo. In ja, dajmo samo še pogledati, v bistvu bom jaz to kar še pomešala še enkrat. In me zanima v bistvu energija moške in ženske za obe strani, torej da vidimo kakšna odločitev je recimo boljša. Evo, zdaj tukaj imamo tole sodelovanje, sem jih končala mešati tukaj, konflikti. Ne vem, da vidimo. Se pravi, tukaj moška energija, ja, vidiš, oh my god, ja, to je točno to, kar sem rekla, ne.
če ti sprejmeš to neko majhno ponudbo, ki bo vse skupaj bolj kot ne, pač nekaj brezveznega bo, ampak bo vseeno dovolj zanimivo. Zdaj, če ti ta oseba ful pomeni, če ti ta situacija ful pomeni, če ti ta služba ful pomeni, sprejmi to majhno ponudbo, ker bo iz te se razvilo nekaj ful več. Glej, tukaj imamo šestico in zaljubljenca, se pravi, to je nekaj, kar ti, zdaj, če gre za neko osebo, je to v bistvu, če gre za nek romantičen odnos, je to v bistvu sorodne duše, ne. Če pa gre za neko službo, je to v bistvu neko partnerstvo, ki je lahko res kvalitetno, dolgotrajno in lahko prinese zelo dobre rezultate v prihodnosti. Tako da definitivno se bo razvilo iz te majhne ponudbe nekaj ful večjega. Če pa ti to ponudbo zavrneš, vidimo, kako bo na to odreagirala moška stran. Tukaj že vidimo, da bo v bistvu zmedena, da se bo spraševala, če si ti sploh prava oseba. Ja, v bistvu tako, ja. Ja, v bistvu tako. Zdaj, če ti zavrneš to ponudbo, ki bo sprva bolj švoh, bo ta oseba v bistvu obžalovala to odločitev, da ti je sploh dala tako majhno ponudbo. Ji bo žal, da ni dala česa večjega. Zdaj, po drugi strani pa tebe čaka nekaj lepega, vseeno. Zdaj ne bo to neki ful ne vem kaj, ampak bo zadovoljivo. Se pravi, če dam nek tak primer, recimo, da ti ta šef, ne, ponudi pač neko malček višje plačo in ti to zavrneš in vseeno greš, bo ta oseba to obžalovala, ampak ona si ne bo upala dati večje ponudbe, ker nekako, ne vem. Ja, v bistvu, evo, kralj palic, zato ker je trmasta, ker ona pač je taka, da hoče, da je vse po njeno. Pač tukaj gre za osebo, ki ima rada stvari pod kontrolo. In ona rada dela tako, kot ona hoče, ne. In nekako enostavno si ne upa dati večje ponudbe, ker se boji, da na koncu bo to obžalovala. In pač ji bo žal, tvoj odhod jo bo prizadel, to definitivno. Zdaj, tebe vseeno čaka nekaj lepega, ampak to zdaj ne bo ne vem kaj, ne. Dobro, tule imamo kočijo, pač ja, če greš proč, te čaka, daj da vidim še tulele. Ja, v bistvu te čaka nekaj lepšega, ampak ne bo nekaj, ne bo neka ponudba, ne vem kaj. Zdaj tako, če je to neka oseba, ki ti ful pomeni, je to v bistvu znamenje, da je to nekaj, kar tvoja duša hoče. In tukaj sploh te dve karte, da imamo skupaj, o moj bog, in as palic. To je v bistvu nekaj, kar tvoja duša zate hoče. In zdaj, če ti to zavrneš zaradi pohlepa, ne, ker pač rečeš, pač čisto tako, zaradi pohlepa in zaradi tvoje kontrole, zaradi tvoje hudičeve energije, zaradi tvoje v bistvu te, da hočeš imeti ti vedno prav. Če to zavrneš, pač ja, v bistvu si zapraviš neko lepo priložnost, definitivno, ampak ja, pač energetsko si stabilna, si močna, zato v bistvu ti bo v redu pol, pač nekaj lepega bo ti vseeno prišlo na pot, ampak sigurno ne bo tako lepo kot tole. Tako da, če gre tukaj za neko situacijo, ki ti res ful pomeni, pač sprejmi to majhno ponudbo, ker se bo iz te majhne ponudbe razvilo nekaj ful večjega. Gre za nekaj, kar ti je namenjeno, nekaj, kar tvoja duša hoče, neko lepo združitev, in čeprav imamo tukaj take karte zaljubljencev, to ne pomeni, da je v bistvu ljubezen v romantičnem smislu. Gre lahko za ljubezen, čisto ljubezen do sočloveka, gre lahko za pač neko res veliko spoštovanje, za neko močno povezavo, ki traja v bistvu lahko celo življenje. Tako da, to je to. Jaz upam, da ti je ta vpogled prišel prav. Če sem pomagala eni osebi se pravilno odločiti, sem naredila že veliko. In to je to. Se pa slišimo v naslednjem kakšnem pogledu, ko bom imela kaj časa oziroma ko bom začutila, da je potrebno narediti kakšen update. Čau, čau!